seveda je potrebno se pripraviti na referendum in na tem referendumu mora arbitražni sporazum doživeti pač neko kritično presojo za vrečka tega. Potem na neki čistini, na kateri se bomo po mojem prepričanju lažje pogovarjati s Hrvaško o problemu, ki je nastal. Jaz sem nekoč bil priča enemu pogovoru med Mehičani in Američani, to sta dve sosednji državi, ki ima celo vrsto nerešenih problemov. In zunanja ministrica Mehike mi je rekla, veste, mi smo se odločili za eno politiko do Amerike, ki je naslednja. Tiste stvari, ki jih lahko rešujemo skupaj in ki jih je potrebno rešiti skupaj, bomo reševali skupaj in bomo odločili od tistih problemov, ki jih ne moramo rešiti. Tiste probleme, ki jih ne moramo rešiti, bomo dali v oklepaj in bomo nekaj časa z njim počakali. Jaz mislim, da bi to bil nek recept za reševanje naših problemov s Hrvaško. Mi se lahko s Hrvaško odlično razumemo in odlično sporazumemo o celi vrsti stvari. In imamo veliko skupnih interesov na mednarodnem prizorišču, v Evropski uniji, kaj sem kje. Ampak glede tega nesrečnega izhoda na odprto morje se pač ne strinjamo, dajmo to v oklepaj, počakajmo, da dozorimo, na nek način najdemo neko boljšo zgodovinsko priložnost od te trenutne in živimo naprej. Sej to v načelu drži. Jaz se na začetku sem povedal, da sem od samega začetka bil zato, da problem pustimo za kakih 2 generaciji. Težava je, da smo zdaj v situaciji, v kakršni smo. Jaz se tukaj postrinjam, da nas je tako pripeljala vlada, sem je naša vlada, ne pozabiti. Zvolili smo jo očitno, ste rekli, mi ne. Žal je bila izvoljena. Seveda tisti, ki smo jih izvolili, govorijo v našem imenu. Tako je žal to. Zdaj, v tehtanju vseh možnih posledic jaz se seveda lahko strinjam s tem, da če zdaj samo zavrnemo arbitražni sporazum in potem pridružitvena pogodba, pristopna pogodba, ni zavrnjen, potem je problem relativno majhen. Jaz mislim, da potem je bo samo veliko hrupa za nič. Situacija je sicer precej slabša, kot sem povedal, za Slovenijo, ampak najbrž ne bo usodno, ne tako ali drugače. Ladje bodo še vedno plule, mimogrede Koprska luka bo v slabšem položaju, zlasti zato, ker bo zdaj na Jadranu mnogo drugih luk, ki bodo tudi luke države članice Evropske unije. To je večji problem, kot seveda problem plutja. V redu, ladje bodo plule, ribiči že tako nalovijo suverene pravice, policija ne izvaja preko polovica in situacija se bo nadaljevala. Jaz sem že povedal, čas ne dela za nas. Jaz ne vem, kaj se mogoče tisti, ki mislite, da čas dela za nas predstavljate, da se tu da nares. Ne brž nič kaj dosti. Bomo pač čakali še naprej. Problem je zdaj le zavrnitev sporazuma, ker zna kratkoročno narediti tenzijo v zvezi z pristopno pogodbo večjo. In to je verjetno tisto, kar se meni zdi, da bo lahko problem. Ja, mislim, da, torej, če pa bi zavrnili pristopno pogodbo, potem pa najbrž tako celo tule strinjamo, da to pa bi bil za Slovenijo velik problem. No, ko zbog za Republiko smo demokrati, kar pomeni, da če ima kdo drugačno mnenje, smo se grizemo znotraj, ampak branimo pa njegovo pravico, da svoje mnenje pove in gremo naprej. Čudežnega recepta nimam, bi pa izhajal iz tistega neverjetnega soglasja, ki bi pa vendarle dosežen med vsemi parlamentarnimi strankami, 7 mislim, da jih je, ko ste odločali o naknadnem referendumu. Menim, da bi bilo dobro, da Zbor Republike, pa kasneje seveda tudi opozicija, pozove koalicijo, da se ta duh složnosti, ne glede zdaj seveda na ta fiasko, ki se je dogodil pred parimi urami, ohrani in da se složno poskuša dogovoriti o obeh alternativah, ki so bile danes že omenjene. Prva alternativa je, da arbitražni sporazum pogori, po domače povedano, na
referendumu in potem seveda je treba imeti pripravljen scenarij. Ta scenarij bo bistveno bolj prepričljiv, če bo vsaj do neke mere dosežen politični konsens. Če ne, seveda bomo samo še bolj tonili tam, kjer smo zdaj. In seveda druga alternativa, če bo slučajno arbitražni sporazum potrjen, potem pa je treba pozvati, takrat nimamo kaj več, takrat je pa treba vlado pozvati, da vendarle združi vso stroko, vso politiko, ki jo ima. Ne more to samo peščica ljudi delati. In še to na nek tih način, da ne bomo vedeli pravzaprav, kaj bo pred arbitražo. Vem, da to ni pravni napotek, je bolj političen, ampak ta trenutek seveda drugo ne vem, kaj to ve. Mogoče se pa eno misel, ker sem kaj rekel, da ne bom več govoril. Če pač država ljudi, še glasne, dobro, če nas bodo poslali na referendum, prosili, da je izražen referendumsko voljo, ja potem pač povejte, kaj mislite, in to arbitražni sporazum. To je moj napotek. Prek referenduma verjetno ne bomo dobili odločitve, ki bi temeljila na razumu. Ampak vključstvih lahko in na seveda politično šokiranje. Kar bo zelo slabo, namreč slabo v tem smislu, da bi morali že danes zavrniti sporazum, ponuditi Hrvaški takoj nova pogajanja o temeljnih kriterijih pravičnosti, ki bi bila že v sporazumu, ne pred arbitražnim sodiščem. Vse ostalo je riziko in je hazard, v katerega nas je pritisnila ta vlada.